Dober dan sem skupaj, Ja. ura je 4 sekunde do 10, tako da malo prehitevamo. Današnja tema je v bistvu zelo zakomplicirana, naslov je, jaz sem ga že pozabil, moram zdaj poiskati, kje imam to, izmislila si ga je Nika, se pravi, Nika je pač moja... Krivec. Kako? Krivec? Krivec, ja. Ja, no, Nika, povej naslov, no. Možnosti in pravičnost slepih in slabovidnih v rednih izobraževanjih. Okay. To se pravi, na kratko bi se temu reklo inkluzija oziroma integracija slepih in slabovidnih v redne šole. Nika je moja sodelavka, prej ste že malo spoznali tukaj in ko sem iskal temo za odpadlo temo, je to Nika predlagala. Z Niko delava zdaj en knjižni klub, kljub, ne klub, ampak kljub, knjižni kljub, za enem bralni krožek slepih in slabovidnih in bova danes malo poskušala skupaj voditi tole zadevo, tako da jaz upam, da ne bo preveč konfuzna stvar. Niki se pol tudi mudi, tudi nekje 45 gre, ne, tako da mi bomo pa lahko še naprej nadaljevali. Skratka, torej, mi imamo 3 gostje, zdaj ne vem, če je Katjuša že prišla. Evo mene, sem zdravo. Katjuša, lej, dobrodošla, Katjuša. 4 sekunde do 10. Si glih se priklopila, v redu. No, Katjuša je zdaj v novi službi, kako se počutiš v novi službi? Ja, odlično, naspana sem, predvsem je to. Brez podočnjakov. V redu, super, no to je lepo. Te bo pol Nika predstavila, veš, Nika si vzela tebe, pa Sanjo bo Nika predstavila, jaz sem dobil pa nalogo, da moram se pogovarjati z redno profesorico dr. Darjo Kobal Grum. Zdaj v najavi smo napisali, da je izredna, tisti podatek je bil iz leta 2011, tako da malo zamujamo. Ampak... Nič kodega. Jaz sem še zmeraj ista. No, pomladili smo vas, ne? No, lepo. Ja, se pravi, je doktorica znanosti, redna profesorica za občo psihologijo na oddelku za psihologijo Univerze Ljubljana, Filozofska fakulteta. Tukaj imam ene podatke, če koga zanima, diplomirala je 92. leta, 95. je magistrirala za samo podobo in učno uspešnostjo, primerjalna študija med vzorcem slovenskih in francoskih mladostnikov. A je kakšna razlika? Čisto na hitro. Je razlika. Velika. Dobar, bomo to kdaj drugič, a ne? Ja. No, leta 1998 je pa doktorirala za samo podobo mladostnikov in njihov odnosov do šolskega izobraževanja. Kako to, da se tukaj samo podobami ukvarjate, najstnikov? V bistvu je bila to moja, takrat, ko sem jaz to začela raziskovati, je bila to dosti nova tema tudi v svetu, tako da sem potem se kar osredotočila v bistvu na to tematiko, ker če hočeš res nekaj dobro razviti, poglobiti, potem rabiš leta in leta za študija, tako da sem pol pač se s tem ukvarjala, zdaj se pa še z drugimi stvarmi. Ja, tukaj imam, da ste nosilki predmeta motivacija in emocije, uvod v psihologijo, psihologija vsakdanjega življenja, diferencialne psihologije in nosilka predmeta komunikologija za psihologe na Filozofski fakulteti, pa še na biotehnični fakulteti predavate psihologijo prehrane. To je tudi zanimivo. A to pomeni, da ugotavljate, zakaj preveč jemo? Ja, zakaj jemo, zakaj začnemo jesti in zakaj prenehamo jesti. To so 3 najbolj osnovna vprašanja. To se pravi... Ampak odgovor ni zato, ker smo lačni, ker smo siti, s tem se psihologi brane, vidim, da je tukaj kolega psiholog, se bo strinjal z mano, da ne smemo biti zadovoljni.
z enostavnimi odgovori. No. To se pravi, bomo enkrat eno kavico lahko posvetimo tudi temu, zakaj jemo. Z veseljem, z veseljem. Super. No, v redu. No, zdaj tukaj smo zato, da se bomo pogovarjali o inkluziji, a ne, oziroma integraciji slepih. Zdaj prvo vprašanje, kakšna je pravzaprav razlika med integracijo in pa inkluzijo? To meni sploh ni jasno, bom priznal. Ja, no, najprej dober dan vsem skupaj. Vesela sem, da me je gospod Dušan povabil na to srečanje in z veseljem sem se ga udeležila. Nažalost je ravno včeraj popoldan prišla ena nujna zadeva, da moram pač 5:30 nehati, drugače bi z veseljem bila z vami še naprej. Tako, ja, zdaj pa vprašanje integracija, inkluzija, to je že kar, bom rekla, stara dilema, ko se je začela sploh to razmišljanje o vključevanju ne samo slepih, sploh oseb s posebnimi oziroma otrok s posebnimi potrebami v redne šole, seveda je nastal problem, kako pač jih vključevati, ne. Tako da integracija, bom rekla, en tak umestna pot, sredinska pot, ki vodi do prave inkluzije. In tisti prvi zakoni, ki so bili napisani še pod ministrom Gabrom, so v bistvu prav je pisalo noter, da gre za celo delno integracijo, kar pomeni, da takrat, ko se je tukaj v Sloveniji to začelo, v bistvu sploh ni bila še prava integracija. Medtem ko sama inkluzija pomeni pa res pravo, polno vključitev otrok s posebnimi potrebami v redno izobraževanje, kar pomeni tudi, da se mora tudi okolje prilagoditi, ne samo otroci oziroma učenci, tako na kratko. Se pravi, integracija je v bistvu, bi rekel, delno, prilagoditev, inkluzija je pa popolna, ampak je družba zdajle trenutno v tej stopnji, da se gremo, ker namreč jaz imam občutek, pač govorim kot po ljudsko, da enostavno skrivamo, vse te ranljive skupine, Najprej se je govorilo zelo, bi rekel, za današnje razmere, zelo grdo, o teh ranljivih govorimo o razoslovju in seveda tudi odnosov, Zdaj pa govorimo, ne vem, včasih je bila ubožnica, pa je bil dom onemoglih, zdaj je dom starejših občanov, a ne gre to kot nekako skrivanje, ali je to integracija, oziroma Gotovo v začetku, pač prve šole, ki so bile, recimo, če rečemo za slepe, so bile seveda segregirane šole, in taka segregirana organizacija je bila tudi pri nas še, ne vem, malo več kot 20 let nazaj, recimo, Tako da bom rekla, zdaj razvite dežele z dolgotrajno demokracijo, bom rekla, družbeno demokracijo, imajo te zadeve bolj urejene kot družbe z manjšo demokracijo. Recimo zanimivo je, pred leti sem bila na Japonskem, ko se šteje zelo razvita država, dežela, tehnološko izjemno napredna, ampak tam praktično ni sploh integracija, kaj šele inkluzija. Tudi ko sem se potem pogovarjala, sicer so ti otroci, potem učenci visoko usposobljeni za, recimo, izobraženi tudi, imajo veliko znanje, velike spretnosti tudi, bom rekla, te vsakodnevne, ampak za neko življenje v okolju tukaj in zdaj niso najbolje prilagojeni, pa ne zato, ker sami ne bi bili prilagojeni, ampak zato, ker jih pač družba tam ne sprejema, ker je pač so skriti, kot bom rekla, No, in da povem samo eno anekdoto, ko sem sodelovala prav v zvezi s projektom inkluzije slepih otrok,
smo imeli ta mednarodni projekt in tam je bilo tako, da ena od sodelavk, Japonk, je povedala, da ima brata, star je bil takrat nekaj čez 30 let, ki je precej močno avtističen in so ga v bistvu do njegovega 15. leta skrivali, ker je to veljalo tam za sramotno, oziroma je bila mama kriva, ne, za svojo karmo in tako naprej, ne, da je pač to povzročila. Tako da so tam, tudi ta gospa je bila potem recimo tudi ločena, ta sodelavka, in jaz sem bila edina v tej skupini, ki sem vedela, da je ločena, ker je tudi to tam sramota še vedno. Se pravi, vse, kar nekako odstopa v teh manj demokratičnih deželah od povprečja, je na nek način skrito, ne. Zdaj, če se pa vrnemo v Slovenijo, pa jaz sem v tej, da rečem tako, sceni, ne, slepih in slabovidnih zdaj slabih 20 let in moram reči, da se je zgodil velik napredek. Ko smo mi začenjali v bistvu s Tadejem iskati pomoč, je ni bilo. Tiste ta prve, kot bi rekla, ne, institucionalne, da rečem. Dobili smo pomoč potem sicer drugačno, v drugačni obliki, tudi tukaj nekaterih prisotnih, za kar jim bom celo življenje hvaležna, ampak institucionalne pomoči pa ni bilo, ne, medtem ko zdaj pa vendarle se spreminjajo stvari, ne, vsaj na tej ravni, formalni ravni dobijo starši in njihovi otroci zgodaj to pomoč. Ja, to tudi jaz opažam, ne. Jaz sem 24 leto, sem zdaj tukaj na zvezi in dejansko leta 99, ko sem prišel, sem opazil, da je dejansko bilo, v bistvu je bil samo zavod, ne. Jaz sem v bistvu z zavodom začel to delati z mladimi in potem, ko je leta 2000 je prišlo do tega zakona o usmerjenem izobraževanju, oziroma kako se reče, ne. Ja. Leta 2003 je prišel zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Tako, ne. In takrat, ko se je začela integracija, je dejansko v bistvu začelo tudi zmanjkovati otrok z mojimi, ko sem imel mlade, ne, od 14 do 27 leta, je nekako ta spodnji del je začel zmanjkovati, ne. Smo imeli pol problem z tistih delavnicah za duševno zdravje, smo jih mogli pol ukiniti, ker je enostavno ni bilo nekega povezave. Koliko pa to vpliva zdaj v bistvu pravzaprav na otroke, ki v bistvu prej so imeli, nekako so bili v enem zaprtem kokonu, ne, ker so bili pač so imeli, o tem bo pol verjetno več Katjuša povedala, ne. Ko so bili zaprti, ne, tam v kokonu med enakovrednimi, bomo rekli, pa ne, ko so bili nekako, ne, zdaj tukaj pa le nekako se morajo bolj dokazovati, so malo bolj, bi rekel, bolj na trgu, ne. Ja, to težko bi naredili zdaj na tako direktno primerjavo, veste, zaradi tega, ker takrat recimo so bili tudi časi drugačni, ne, in je bilo nemogoče razmišljati, sploh ni bilo to opcija, ne, in celotna družba je bila nekako v to usmerjena. In jaz mislim, da vsi ti ljudje, ne, ki so bili šolani v posebnem zavodu, torej zavodu za slepe, niso imeli nobenih kakšnih takih problemov potem, ne, ko so se vračali nazaj v okolje. To bodo oni verjetno sami bolj povedali, ne, ampak čas je bil tam, ki je pač temu to omogočal, ne. Danes je pa drugačen čas in da bi na to danes pravzaprav sploh nihče več ne pomisli, celo uradniki na ministrstvih in tako ne, da bi pač nazaj otroke vozili v segregirane šole, ne. Tako da pač zadeva se mora prilagajati situaciji, ampak kar bi pa v bistvu rada povedala tudi, ne, vedno, ko govorimo o otrocih s posebnimi potrebami, o šolanju otrok s posebnimi potrebami in tako naprej, ne smemo pozabiti, ne, da do 18. leta so tukaj skrbniki in zagovorniki v bistvu njihovi starši, ne. In prav odnos s starši, odnos družbe do staršev, odnos pristojnih do staršev, vključevanje staršev v celotno skupnost, to je zelo pomembno zato, da otroci, slepi otroci v bistvu zaživijo polnomočno življenje.
To je zelo pomembno. To sem hotel reči, ampak šole, recimo, dobro, družba so še nekako začela prilagajati, pa mogoče majčkeno jih tudi lahko prisiliš, malo potisneš, ampak v bistvu, ne vem, tukaj imam en podatek leta 2007 je ministrstvo ugotovilo, da pravzaprav šole enostavno sploh niso pripravljene na te z posebnimi potrebami, da je od 447 osnovnih šol je bilo samo 74, recimo, ki so upoštevale nekako te arhitektonske prilagojene javnih zgradb in te stvari. Vi ste bili od leta 2009 v eni delovni skupini za pripravo koncepta. A lahko malo več poveste okrog teh zadev, kaj sem zdaj vprašal oziroma namenil? Zdaj tako, za slepe ni potrebnih kakšnih arhitektonskih prilagoditev, to veste občinstvo bolje od mene, ampak tako da v bistvu ta podatek recimo za slepe, kar se tiče arhitektonsko, je pač brezpredmeten. Zdaj, te podatki, ki ste jih povedali, to so od leta 2007. Leta 2003 je bil šele sprejet ta grozno, tako pozno v bistvu, ampak bil je sprejet takrat 2003 in 4 leta kasneje verjamem, da je vse potekalo za šole in sploh za celotno to organizacijo zelo hitro. Tako da zdaj, kar sem bila jaz v tem kot mama in kot predvsem tako, mislim, ker to moram povedati, ko smo pač ugotovili to diagnozo Tadejevo, v bistvu, ker pač nisem imela nobenega sogovornika v bistvu pri tem, sem se začela sama izobraževati na tem področju, tako da sem se res izobrazila na tem psihologija slepote in sploh psihološki razvoj slepega otroka in tako naprej, tako da sem bila pač potem dobro opremljena s tem znanjem in sem tudi znala potem argumentirati in zagovarjati neka, recimo, stališča, kot je na primer to, da smo leta 2011, mislim, da je bilo 11, dosegli po 9 letih, da je bila uzakonjena pravica do stalnega spremljevalca slepemu otroku. In od takrat naprej v bistvu je ta pravica uzakonjena. Sicer jo skušajo spodbijati razni, bom rekla, valovi, ampak zaenkrat to ostaja in to je po mojem mnenju absolutno pravilno in ustrezno, da to tako je. Recimo, to je ena stvar. Nika, boš ti kaj vprašala? Ja, jaz sem bila kar šokirana nad letnico bele knjige, ki je v vzgoji in izobraževanju, ki sta jo izdala, mislim, da Mira Metlak pa dr. Krek. 1995 se je šele delalo oziroma obravnavalo načela ciljev vzgoje in samega izobraževanja teh otrok s posebnimi potrebami. Meni je to toliko za leseno žlico, še, sprav, 90 smo se osamosvojili, že prej je bilo v Beogradu pa v Zemunu za slepe, tukaj pa, da se nikoli ne rodi takšna oseba, in to je meni. A veste, kaj je v bistvu tako, kar sem jaz študirala te zadeve, kažejo recimo raziskave, da Slovenija pač sodi še vedno med te ex-socialistične dežele, in to je bil velik primanjkljaj, ali pa tako bom rekla, cel trend v bistvu teh bivših socialističnih dežel je bil v tem, da se pelje segregirane oblike vzgoje in izobraževanja, potem je bdela seveda Sovjetska zveza, ker Sovjetska zveza je takrat pač tudi vse te mislece, intelektualce, ki so mislili drugače, v bistvu izločila. Recimo, eden takih najpomembnejših prvih raziskovalcev, psihologov in takrat, bom rekla, se je reklo še defektologov, je bil, zdaj mi je pa ta trenutek, ki mi je ušlo,
Vigotski, ne? In on je že leta 1920 govoril pravzaprav o tem, kako je pomembno okolje za otrokov razvoj, zlasti okolje za otroka s posebnimi potrebami, da mora, ker se njegovi možgani v bistvu drugače razvijajo, če je v segregiranem okolju. No, in njega so med drugim za 40 let, ali mislim, da celo 50 let v bistvu prepovedali kot avtorja, kot pač pisca, ne, zažgali so njegove knjige in tako naprej. In ta trend v bistvu se je potem v bivših teh socialističnih deželah nadaljeval, medtem ko njegove knjige so pa bile prevedene pa v tujini, ne. Recimo, ne bom rekla, da ima zdaj samo on tukaj zasluge, ampak gotovo je so bile te anglosaksonske dežele bolj napredne v tem mišljenju in v tej skrbi za človekove pravice, kot pa bivše komunistične, socialistične dežele. In to je še zmeraj tako, ne. In zdaj seveda, če se Slovenija primerja z bivšimi socialističnimi deželami, je visoko, ne, ampak ponavadi se primerjamo, če hočemo dosegati boljše rezultate z boljšimi od nas, ne. No, tako, no. Ja, Nika še? Ne, zahvalila sem se gospe, hvala. Hvala vam. Okay. Ne, ampak zdaj v bistvu, no, tale Aljaš je vprašal, ne, kdo ve, po katerem zakonu in členu je pravica do stalnega spremljevalca uzakonjena? Po katerem, to smo takrat vse pisali, a veste, da ne vem, se piše noter v zakonu, to se minutka pa se pogleda, no. Bomo pogledali. Ja, tanka piše o tem, pač te spremljevalci pa to, no. To bo lahko se pol pri nas obrne na našo službo, a ne? Ja. Zdaj, koliko je pomembno to, ne? Že iščemo, če bomo našli, bomo povedali. Ok, v redu, evo, naš pravnik Brane. Ja, Brane, to je še dobro, da imamo tebe s temi zakoni in s temi stvarmi, ne. Drugače pa obstaja ena knjižica, ne, ki je Brane napisal, kako je že naslov Brane te knjižice? Vodnik po pravicah in ugodnostih. Tako. Že od leta 2005. Zadnjega življenja do 15. september 2020. No, tako da. Ja, no, zdaj govorimo o otrocih s posebnimi potrebami, a ne, oziroma z ljudmi, ne, ljudmi s posebnimi potrebami, a ne. Zdaj, dobro, ne bom vprašal, zakaj so posebni, kot približno vsi vemo, ne, kako je, ampak koliko je pa to dobro, da je recimo, da zdaj ni več motna nosilec, ampak je v bistvu nosilec tega je v bistvu posameznik, a ne, njegova potreba, ne, koliko je to v bistvu pravzaprav dobro za razvoj? Ja, to ste pa zelo fino vprašali. Recimo v psihologiji zelo pazimo, ne, da ko govorimo recimo o osebah, ki imajo take in drugačne težave, probleme, posebnosti in tako naprej, recimo, da vedno damo na prvo mesto človeka, ne. Včasih je bilo, recimo, so bili to avtisti, danes so osebe z motnjami avtističnega spektra, včasih so bili to alkoholiki, danes so to osebe z sindromom alkoholnega, ne vem kaj še, recimo. Včasih so bili to psihotiki, recimo, danes so osebe z psihozo. Se pravi, vedno je oseba tista, posameznik, njegova identiteta je tista, ki je v ospredju. Vse ostalo so pa potem njegove lastnosti. In ena izmed lastnosti je lahko tudi slepota, je lahko shizofrenija, je lahko alkoholizem, če hočemo, kakorkoli, ampak človek je tisti, ki je v ospredju. To je ta humanistični v bistvu princip, ki zagovarja pač tudi te pravice ljudi in tako naprej. Ja. In zato se tudi v bistvu pomoč oziroma podpora, ki se mu nudi, se naredi načrta, v bistvu iz njega samega, iz njegove osebe, koliko on kot oseba nekaj potrebuje in kje je on šibak in močan, ne pa, kar mu njegova motnja narekuje, To. Se pravi, zdaj ne govorimo več o razvrščanju, ampak v usmerjenosti, a ne?
Ja. Ali je to razlika, ne vem, mislim. Ma je v bistvu, ja, s tem, bom rekla, se dejansko, ko razvrščamo, ko klasificiramo, seveda moramo najprej tudi klasificirati, potem, da lahko jasno usmerimo, ne, še vedno je klasifikacija prva stopnja, ne, ker mi moramo poznati zelo dobro, recimo, če hočemo usmerjati, recimo, ne, slepega učenca, otroka, moramo zelo dobro spoznati specifike slepote, ne, ki niso enake kot specifike slabovidnosti. Ne, in tukaj, recimo, ljudje, tako javnost, to vse meša med sabo in tako naprej. Tudi učitelji to vse mešajo in tudi slabovidnost je 1000 vrst pravzaprav, ne, in moramo poznati, jaz bom to vedno zagovarjala, treba je dobro poznati, poglobljeno poznati to dinamiko primanjkljaja, da potem lahko usmerjamo. To se pravi oseba plus primanjkljaj. Ura je že tako zelo blizu. Vidim, da bom mogla teči. Samo še eno vprašanje, pa pol Gorana bom še dal, upam, da se nanaša na to temo. Koliko je pa recimo zdaj problem pri tem je bilo tudi delati z učitelji, ne? Prej je bilo izobraževanje, prej je bilo obliževanje za, bom rekel, za specialne pedagoge, pa za učitelje, ki bodo učili v rednih šolah, a ne. To je bilo verjetno tudi en velik problem, jih prepričati, da je to normalno, a ne, ta zadeva. A veste, kako bom rekla? Ja in ne. Ena velika taka razlika psihološka se je kazala. Zelo je bilo odvisno od osebnosti in socialne naravnanosti posameznega učitelja. Danes je to nekako normativno, sistematizirano. Takrat, ko smo pa mi vstopali v ta sistem izobraževanja, se je pa zelo kazal samo ta entuziazem in želja po podpori v bistvu iz osebe učitelja, vzgojitelja samega. Ne. In tisti, ki so bili motivirani, tisti so pristopili, tisti, ki pa niso bili motivirani, so se pomaknili. Ne. Tako bom rekla. Niso pa škodovali, no, ker tudi nekateri, recimo, poročanje so tudi o tem, ne, da so recimo, da bi škodovali. Ne. Zdaj pa jaz se opravičujem, na en drug Zoom moram iti. Najlepše. Ja. Pa to še 10 zakon o oskrbi otrok s posebnimi potrebami. No, tako, hvala lepa. Hvala lepa vsem, če utegnem, se vam kasneje pridružim še nazaj. Hvala lepa in nasvidenje. Hvala, gospodarja. Nasvidenje. V redu. Goran, mogoče si ostal brez odgovora. Saj mogoče ti bo pa lahko Katjuša odgovorila. Saj Katjuša je tudi poznate zadeve. A ne Katjuša? Dobar dan. Ja, ker še zdaj pozdravljena, jaz bi nekaj rad vprašal. Gospa Darja zdaj govorila o osebam s posebnimi potrebami. Kako bi se pa zdaj po novem klasificiralo recimo osebe, ki so v B razredu, konkretno v zavod, za zavod mislim. Kakšne so potem te osebe? Zdaj pač šolski sistem pozna pač usmerjanje, komisije za usmerjanje imajo svojo proceduro, tako kot je gospa Darja omenila, je potrebno imeti zelo veliko nekih dokazil oziroma nekih izvidov, s pomočjo katerih potem člani strokovne komisije odločajo, za kateri program se otrok odloči, v kateri program bi ga usmerjali. In en člen v tej komisiji je tudi psiholog, ki potem oceni, seveda tukaj imamo vedno težave, ker ni standardiziranih psiholoških testov, ki bi lahko jasno določili, kakšen je mogoče inteligenčni kvocient ali kakšne druge zaključke potegnili iz teh testov, ker pač niso prilagojeni slepim in slabovidnim, tako da se komisija odloči na osnovi pogovora s starši, na osnovi poročila vrtca, šole, učiteljev in seveda raznih strokovnih služb, ima možnost pridobiti tudi različne izvide od različnih strokovnjakov, to ima pravico.
Potem se odloči in predlaga, in če se odloči, da je za otroka bolj primeren nižji izobrazbeni standard, se pravi program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, potem usmeri v ta program. Če je pa enakovredni, je enakovredni, lahko pa tudi v posebni program. To je vse odvisno od sposobnosti posameznega otroka. Seveda tukaj komisija velikokrat trči na starše, se pravi na neodobravanje te odločitve staršev, in potem se zgodi, da se usmeri otroka v bolj zahteven program, se potem preverja, ali bo sposoben ta program izvesti oziroma bo uspešen v tem programu, in če ni, potem se ponovno sproži postopek usmeritve in se ga preusmeri v nižji izobrazbeni standard. To je taka procedura. Ja, hvala. Mislim, da je tudi v rednih šolah podobno, a ne? Ja, se pravi, komisija se odloči oziroma predlaga usmeritev v tako imenovane redne šole ali pa v šolo s prilagojenim programom, se pravi kot v center IRIS. Nika, zdaj pa ti prevzameš. Zdaj bom pa jaz prevzela, gospo Koprivnikar sem si izbrala. Takole je, najbrž ni treba posebej predstavljati, da je bila dolgoletna ravnateljica centra IRIS, in vi ste bila, oziroma ste po izobrazbi učiteljica, in všeč mi je bilo, ko sem si brala vaše posebnosti vašega, če tako rečem, operiranja. Vi ste uvajali neke smučarske teke za slepe, smučanje, in to se mi je zdelo, da ste mogoče orali neko ledino, ko ste želeli, da ne da so pravice, ampak da so enakopravni in enakovredni videčim te vsi otroci, ki so prišli takrat še v zavod, je bil najbrž, IRIS je poimenovanje kasneje prišlo. Tako da tole mi je bilo všeč, ko sem si uspela prebrati v vas, pa me zanima, če se mi zavedamo, jaz sem laik, da ta inkluzija pravzaprav je, menda je pravilen glas, ne vem, da ni samo v okviru šolskega okolja, ampak inkluzivnost mora biti tudi v okolju, v katerem živimo. Pa tako, kot je gospa predhodna gostja govorila, Grumko Balova, mi imamo nek pečat, ali kako bi temu rekli, da smo na tem področju doma in da smo zato toliko v zaostanku glede vseh teh zadev enakopravnosti, enakovrednosti, integracije, inkluzije. Se motim? Zdaj, mogoče bi se vrnila na moje začetke poučevanja oziroma dela ali pa srečevanja s slepimi in slabovidnimi. Jaz 25 let sem delala na tem področju in moji prvi koraki so bili seveda v Škofji Loki, ko je bila še srednja šola. In to je bilo takoj po fakulteti, delala sem pač DIF po domače, se pravi fakulteto za šport, in želela sem si pač vpeljati različne aktivnosti, enakovredno, se pravi početi z določenimi prilagoditvami vse aktivnosti, kot jih ostali počnejo. Moram reči, da sem prišla, kljub temu, da sem študirala, rekla zadnje leto posebno športno vzgojo, da sem prišla precej bosa iz fakultete, tako da mislim, da tudi učitelji v tem trenutku pridejo precej bosi iz fakultete, pa morajo sprejeti v osnovnih in srednjih šolah vse otroke s posebnimi potrebami, kar ni enostavno in jih je treba na tem mestu tudi razumeti. In jaz sem se takrat največ naučila, se pravi, dala sem priložnost in takratni dijaki so bili športno zelo, zelo dobri.
delala sem v srednji šoli, športno so bili pa aktivni zato, ker so delali tudi v osnovni šoli. In ti otroci so prišli, oziroma dijaki so prišli iz zavoda. Takrat še ni bilo druge možnosti in so prišli iz zavoda, kjer je bila tudi zelo močna športna vzgoja, kar pa moram reči, da pa zdaj ni več tako. Pač, ker ni dovolj prilagojena in je to področje, kjer je z inkluzijo zelo velik primanjkljaj. No in mene so takrat ti dijaki ogromno naučili in skupaj z njimi sem pač spoznavala, kako pristopiti in imeli smo tudi športno društvo in res smo poskušali narediti veliko različne vadbe. Nismo pa uspeli priti do momenta, da bi se pa vključili v neko tekmovanje izven. Inkluzivno tekmovanje, kar je pa zdaj mogoče že malo lažje in se tudi to da. So šolska športna tekmovanja, kjer se lahko vključujejo tudi otroci s posebnimi potrebami. Ker pa danes govorimo o sami inkluziji, bi pa povedala še to, da sem bila pa tudi sama izpostavljena zanimivemu delu v centru slepih in slabovidnih v Škofji Loki, se pravi v srednji šoli, ko je bila še integracija, ni bila inkluzija. In takrat je bilo kar nekaj srednješolcev, predvsem na gimnaziji, na teh malo bolj zahtevnih srednjih šolah so bili vključeni in študentov so bili vključeni pač v redne oblike izobraževanja. In takrat so imeli na teden 0,5 ure neke pomoči, bolj svetovalne. In mi smo seštevali te otroke in 0,5 ure in smo, 3-4 hodili občasno na obiske v šole in pomagali, bolj svetovali. To je bila integracija, če se prej navežem. Integracija je pomenila, da so imeli možnost vključitve, kar se je pa nanašalo na prilagoditve okolja, učiteljev, pa tega pa ni bilo. Se pravi, to so bili vključeni večinoma najbolj uspešni, ki so tak sistem zmogli. Smo imeli pa tudi take primere, ki so pač se potem niso znašali v rednih šolah in so se v srednjo šolo vrnili v Škofjo Loko. Kar se tudi sedaj dogaja, poskušajo zunaj in če ne gre, prihajajo v center Iris. Ja, hvala, kar žalostno vse tole. Jaz me popravite, če se motim. Če rečemo, da se znanja, sposobnosti in te podobne stvari pri slepih osebah ali pa slabovidnih ne more kar ocenjevati z neko ocenjevalno lestvico, se pač ne motim. In slepoto so drugačne potrebe, kakor, se pravi, senzorično je ta okrnjen človek, kakor nekdo, ki je gibalno. In zdaj me zanima, če vi vidite, jaz sem zdaj zasledila smer na Primorski univerzi, inkluzivna pedagogika. Najbrž še najbolj pomembno ravno za razvoj inkluzije pač ta kader teh ljudi, da bi lahko potem se celotna zadeva zapeljala v prid vsem osebam oziroma otrokom s posebnimi potrebami, ne samo slepim. Ali kako je s to pedagogiko inkluzivno? Ja, moram reči, da sem ravno v sredo so praznovali 12 let obstoja tega študija. Zelo aktivna na tem študiju je tudi naša kolegica, dr. Aksinja Kermauner, s katero smo tudi v centru Iris oziroma še verjetno sodelujejo in tudi z študenti, ki jih ona pripelje v Ljubljano. Moram reči, da mi smo imeli vedno težave v centru Iris pridobiti ustrezen strokovni kader, ki je bil pač določen tudi na osnovi vseh teh
te zakonodaje in pravilnikov. Vemo pa, da se struktura otrok tako v osnovnih, srednjih šolah, pa tudi v vseh zavodih ali pa centrih za otroke s posebnimi potrebami zelo spreminja. In en strokovnjak ne more pokriti vsega. Zato je bila v bistvu na nek način se je meni to izkazalo kot zelo, rekla tako, kot dobrodošlo. Mogoče, če bi bilo toliko tiflopedagogov, kot bi jih potrebovali, do te izkušnje sploh ne bi prišla. Ker jih pa ni bilo, sem pa pač bila primorana zaposlovati tudi drugi kader, ki je imel na voljo ustrezno izobraževanje znotraj našega centra, in izmed teh je kar 10 inkluzivnih pedagogov, ki so razvrščeni oziroma delajo na različnih delovnih mestih, od zdaj poučevanja v oddelkih otrok z avtistično motnjo, na mobilni službi, v oddelku podaljšanega bivanja, na projektnem delu, v posebnem programu. In moram reči, da nisem srečala nobenega inkluzivnega pedagoga, ki se ne bi znal, bom rekla, ki se ne bi znašel in ne bi bil tako učljiv, da ne bi mogel pomagati otrokom. Tudi jaz sem bila v mobilni službi, pa sem športni pedagog, ogromno sem se morala sama naučiti, nisem po izobrazbi tiflopedagog in se mi zdi, da moramo dopustiti to mešanico kadrov, ker to samo dopolnjuje en drugega in lahko za vse te potrebe, ki jih imajo določeni otroci, največ naredimo. Prej je bilo omenjeno, da je treba izhajati iz otroka, in jaz se s tem popolnoma strinjam. Vsak otrok ima drugačne potrebe, drugačno ozadje, drugačne sposobnosti, in tukaj moramo imeti na zalogi veliko različnih profilov, da lahko čim bolj to otroka in pa družino podpremo. Tako da inkluzivnega pedagoga jaz recimo vidim na različnih področjih. Z določeno doizobrazbo lahko izvaja tudi dodatno strokovno pomoč, in mislim, da smo v centru našli en dober sistem, in sicer, da tiflopedagogi naredijo res temeljito oceno, o kateri je dr. Kobal Grum govorila, temeljito oceno, da se vidi, kaj nekdo potrebuje. Ko imamo to oceno, je pa potem potrebno narediti individualiziran program, ki ga pa lahko izvaja tudi kakšen drug profil, in mislim, da ne more narediti škode, tako po domače, ker je pod mentorstvom nekoga, ki to področje strokovno še boljše obvlada. Ker v primeru, da bi mi rekli, da lahko samo tiflopedagogi izvajajo dodatno strokovno pomoč, potem bi lahko imeli 50 otrokom ponudili to pomoč, naslednjim 250 bi jo pa odklonili. Tega pa mislim, da to pa ne smemo tega dopustiti in moramo iskati možnosti, kako pomoč širiti s pomočjo drugih profilov. V centru IRIS jaz vidim inkluzivnega pedagoga glede na spreminjanje vloge centra IRIS kot strokovnega centra, se mi pa zdi, da bi inkluzivni pedagog, ki ima zelo veliko širino, lahko bil zelo dober vodja tega strokovnega centra ali pa v svetovalni službi, in pa seveda ta inkluzivni pedagog se je izkazal, da je zdaj zaposljiv tudi, da ga zaposlujejo v osnovnih šolah, v srednjih šolah, v vrtcih, in tam v bistvu je odgovoren za koordinacijo pa tudi preventivo, ker ima zelo široko znanje in je absolutno potreben. Razumem, ja. Zdaj me pa zanima, malo se lahko že dotakneva zakona ZUOPP, ne? Pa me zanima, a ste vi tudi v komisiji za prenovo posebnega programa? Ne. Sem zasledila, da ko smo bili kandidatka za vstop v Evropsko unijo,
da sploh se ni upošteval kriterija za članstvo, da bi bilo urejeno oziroma področje, da bi bilo vključeno področja izobraževanj oseb s posebnimi potrebami. Še kar grozen, če vemo, da smo želeli prikazati že z, bom rekla, umetno demografijo, ko je bil, ne vem, če vam je znan, člen o maturi, 21. člen o maturi, ki govori, da vsak državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 24 let, ne rabi delati neke večerne šole, ampak se vpiše bodisi na gimnazijo, če jo je kdaj obiskoval, ali pa na RIC in potem pristopi bodisi k splošni ali pa poklicni maturi. In jaz sem to vzela, moje videnje je, da je to umetno povišana raven izobrazbe, a ne? Po drugi strani se pa ta zadeva, kriterij, oziroma oni so, ni bilo sploh upoštevano področje izobraževanja oseb s posebnimi potrebami. Samo zdravi ali kako, ne razumem, ne? Pa me zanima, kako vi gledate na te stvari, ker ste in učiteljica in še vse ostalo, ne? Jaz pa zgolj laik, ki se mu zdi, da nimamo ljudje dan danes enakih možnosti. No, zdaj tega ne poznam natančno, bi pa rekla tako, da v času, ko sem jaz pač spremljala te stvari, od leta 2000 naprej, mislim, da je pač to posledica vstopa v Evropsko unijo, smo morali tudi vse te pravilnike in zakonodajo sprejeti. Prej je bilo omenjeno, da zakon se je sprejel, podzakonske akte smo čakali, praksa pa na to ni bila pripravljena, a ne? In zato je bilo tudi toliko nekih težav, predvsem težav v smislu podpore ali pa tudi odklonov na nekaterih šolah. Mislim, da so tudi do tega je prišlo, da so tudi odklonili otroke, da se niso strinjali z vpisom in tako naprej. V vseh teh letih, se pravi zdaj 22 let, se je marsikaj spremenil. Če govorimo o enakovrednem vključevanju, potem se moramo zavedati tudi to, da kakšnih posebnih odpustkov pri maturi ne more biti, razen kar je vezano res zdaj, bom rekla, na posebne potrebe. Če je slep, ne more opravljati naloge, ki so povezane z opazovanjem slike. Oziroma, ali pa dobi mogoče nekoga, pomočnika, ki mu to opiše, ampak to ni isto, a ne? Ne moramo, se pravi, iz tega vidika se prilagodi ocenjevanje, ampak če hočemo biti enakovredni, moramo biti enakovredni, moramo standarde znanj dosegati. In tako mora biti v centru, kot mora biti v redni šoli. Tako da jaz z tega vidika ne bi nič ločevala. In včasih se je zgodilo tudi to, da moramo si odkrito priznati, da na drugi strani je bil tudi kakšen primer, ki je pa to stanje izkoriščal, da bi lažje prišel skozi. Tega pa pač takrat pa mislim, da smo tudi mi šolniki zahtevali mogoče nekaj več, kar mogoče kakšnemu ni bilo pogodu, in smo prišli navzkriž. Skratka, če želimo biti enakovredni, ne bodimo enakovredni samo takrat, ko želimo nekaj dobiti, ampak tudi, ko se moramo dokazati. To je pa moje izhodišče bilo in vedno je, in jaz še zmeraj mislim, tako kot je moj mož zmeraj rekel, ko je začel poučevati v Škofji Loki, zdaj bom pa malo grdo povedala, pa ne mi zameriti, rekel, a ste butasti, a ste slepi. Če si slep, ni zbutast. Tako po domače je svojim dijakom rekel. In res je, z ustreznimi prilagoditvami, ne pa popuščani, z vsem, to je isto v redni šoli. Treba je standard znanja pokazati. To je to, ampak na način, da je to
prilagojeno na način, ki ga nek otrok potrebuje. Tukaj moramo biti pa dosti kreativni in kot je bilo prej omenjeno, nekateri učitelji so absolutno zelo, zelo dobri, nekateri učitelji se ne znajdejo in teh izobraževanj za učitelje je zdaj tudi ogromno, je pa težava v tem, da imajo lahko v razredu 3-4 različne otroke s posebnimi potrebami in morajo biti multipraktiki, kar je pa nemogoče. Zato je, jaz vidim, edina možnost res dobra strokovna podpora strokovnih centrov, da jim pomagajo, da jih, in tukaj mislim, da je center IRIS v bistvu vodilni v Sloveniji, kar se tega tiče, ker je bil že leta 2000, smo bili izpostavljeni veliki integraciji in inkluziji in tako naprej. Še en mogoče poudarek moj, mogoče bo pa Sanja še kaj povedala, je pa, da moramo se zavedati, da je inkluzija proces. To ni tako, da bi rekli, zdaj pa bomo prilagodili to pa to pa to. Ne da se. To je proces, ki zadeva celotno družbo, šolo, kulturo šole, učitelje, starše konec koncev, nas učitelje, ki delamo na drugi strani sistema, pač vsi moramo rasti in tako, kot smo ugotovili, v 20 letih se je veliko spremenilo. In še eno stvar za zaključek, jaz sem trdno prepričana, da moramo ohraniti dvotirno izobraževanje. Res, zato ker vsi učenci pa tudi niso za inkluzijo in jim lahko delamo škodo in moramo ohranjati tudi prilagojene programe, zato da imajo takrat, da imajo možnost izbire. En videč otrok se lahko starši zelo hitro odločijo, ne, tale šola mi ni všeč, bom šel pa v drug okoliš, pa bom tako naprej. Zdaj, če bomo rekli, ok, slepi slabovidni oziroma otroci imamo čisto inkluzijo, oni ne bojo imeli možnost izbire. In to Norvežani povejo, da je to napaka, ko imajo čisto inkluzijo. Tako da je treba vztrajati na tem, da imamo tudi to obliko, da se ohranja. Jaz sem se trudila na vse možne, samo da se ohranja in da imajo možnost takrat, ko potrebujejo to prešolanje. To je moje mnenje in ga lahko pač kadarkoli na glas povem. Pa nisem nasprotnik inkluzije. Ja, ne, se razumeli. Jaz se opravičujem, jaz sem upala, da bom lahko tudi še končala ta intervju z vami, gospa Koprivnikar, ampak jaz imam nujen termin zdajle blizu sicer, ampak bo Dušan zdaj prevzel. Dušan, smem to prositi? Ja, ni problem. Hvala, Nika, da si tole se pripravila takole. Jaz upam, da je bilo v redu, da ste bili zadovoljni z prvo Nikino predstavitvijo. Tako da upam, da bomo še lahko vključili, se treba, mlade ljudi je treba vklopiti v prihodnost, recimo temo. Ja, Katjuša, jaz se to stalno čisto strinjam, ker z slepimi je pač tako, pa ne samo slepimi, z vsemi z posebnimi potrebami, da morajo biti 150% pripravljeni za to, da jim mi videči priznamo enakopravnost. Mislim, dobro, ne midva, ko jih poznava, ampak govoriva kot predstavnika ene družbe. In to je tisti problem inkluzije, kot si rekla, da mora biti družba pripravljena na to. Bomo pa dali malo Sanji besedo. Sanja, tebe smo pa malo zanemarili. Sanja, si z nami? Ja, sem. Evo, se slišimo? Ja, super, Sanja, lepo, da si vzela čas. Sem z vami, poslušam, ja. No, daj pa ti malo pokomentiri stvari, recimo bom tako ti dal prosto besedo. Ok, ja, sem bila pridna, moram reči, sem se vmes tudi malo zabeležila, kaj bi rada povedala, ko so mi dale Darja pa Katjuša pač tako istočnico, bom rekla. Ne vem, če se recimo navežem, jaz sem osnovno šolo delala v takratnem zavodu za slepe. Bom rekla,
kar sem kasneje spremljala, mi nikoli ne bo žal, da sem bila v zavodu. V osnovnošolskem izobraževanju ogromno smo se naučili, v smislu največ se mi zdi, no, bom rekla, za to vsakdanje življenje, no, kar ti bi se prav pride kot slepemu. Je pa druga stvar, kar je pa tu, a ne, je pa to ohranjanje stikov z sebi enakovrednimi, ne. Kljub temu, da se trudimo, da smo enakopravni, da smo enakovredni v družbi, kljub temu se še tukaj vedno pač so razlike, so vrzeli in je veliko bolje, no, verjamem, da je, verjetno bi kdo starejši, ne, rekel, da je bistvena razlika, seveda, ampak kljub temu, jaz sem zelo vesela, da poznam ljudi, da se lahko družim s tistimi tudi, ki so tudi slepi pa slabovidni, ker enostavno imaš neki vir, kjer lahko v bistvu ti najdeš za sebe tudi rešitve ob problemih, ki jih imamo vsi, ne, iz te, bom rekla, iz te invalidnosti. Zato mi je bilo meni pač to vključevanje v takratni zavod v redu. Edino, kar bom rekla, kar je bila pomanjkljivost pri meni, recimo je ta, pa tudi to, ne, pri vseh ostalih je ta vključenost v domače okolje, zaradi vključenosti takrat v internat, a ne. Jaz sem imela še nekako malo sreče, da sem se, bom rekla, da sem imela starše, ki so me še lahko malo vozili v Savinjsko in sem mogoče malo več bila doma kot ostali, ampak kljub temu je bilo meni to veliko težka stvar, no, in tu priznavamo, ne, to vključevanje v inkluzijo daje neko prednost, ne, slepim pa slabovidnim, da se vključijo v svoje okolje. Ja, problem je vključevanje v okolje, ne, če nisi v okolju, ne. Jaz se sam spomnim, jaz imam sam tudi to priliko izkušnjo, ko sem hodil v srednjo šolo v drug kraj, ne, in sem celo srednjošolsko obdobje, ko se v bistvu tkejo najboljši tisti pristni odnosi, ki trajajo vse življenje, pravzaprav jaz teh v domačem okolju pravzaprav skoraj nisem imel, ne. Potem, ko sem se ja, kaj izvoli. Kaj povej? Potem, ko smo se nazaj vključili, pač, recimo, ko sem jaz prišla nazaj v domače okolje, ne, pa sem to komu rekla, recimo v osnovni šoli, da nisem se vključevala v domače okolje, potem ti pa običajno kdo reče, ne, koliko ljudi pa je pravih pristnih prijateljev, ki so bili sošolci v osnovni šoli, da dejansko iz tem izvirajo, no, da ne, pa v tem po drugi strani spet to slišiš. Ja, no, vse odnose se spreminjajo, pa iz obdobja v obdobje, ko greš, pač imaš nove prijatelje, ne, ampak tako da, daj ti meni povej, ti si zdaj predsednica, ne, celjska, koliko pa te izkušnje, ki si jih pridobila v bistvu, recimo tako, lahko zdaj tam? Ja, največ v bistvu to, ne, kar sem v bistvu izkusila kot, ne vem, iz prehoda, v prehodu, torej iz osnovne šole, ki sem jo pač opravljala v zavodu za slepe, v bistvu to potem, ne, v integracijo v srednjo šolo, to se pa v klasično gimnazijo v Celju, kjer sem bila prva dijakinja s slepoto, noben ni vedel, kaj bo, koliko bo, ne, to se ti potem po 4 letih povedal, koliko enega strahu so učitelji doživljali in ves kader tam, ne, ko sem prišla jaz do fakultete, ki sem jo tudi pač redno opravljala v Mariboru in sem praktično tam sama živela, ne. Tako da to so definitivno izkušnje, ki jih pač lahko daš nekomu, ki ti pride v pisarno društva, pa mogoče ne ve, kaj bi bilo, koliko bi se on usmeril,
mislim, kaj mu vse v bistvu tudi se ponuja, no, tako bom rekla. Tudi ti kontakti, ki jih ti pridobivaš skozi vso to izobraževanje, delo, kakokoli, ne. Se mi zdi, tudi ta socialna mreža je zelo, zelo pomembna pri takem delu, kot ga imam jaz. No, tukaj mi je Mika pripravila nekaj vprašanj, zdaj bom probal nekaj vprašati. Mislim, ne sej. Škoda, ne, da je šla, ampak zdaj tukaj sprašuje, oziroma ne, najprej te bom jaz nekaj drugo vprašal, ko mi zdaj padlo na pamet. Lej, v osnovni šoli, ko si bila v zavodu, a ne, tam je bila kar mogoče ena taka solidarnost, da si pomagali med seboj, ker so bili enakopravni te stvari, v srednji šoli si pač bila ti malo odstopajoča in a so te kdaj ki pozabili? Recimo v kakem razredu, v kakem stranišču, te niso hoteli ki spremljati, poznamo primere, ko se je to dogajalo. V bistvu jaz bom rekla, naš pristop, ne, pač vseh, to se pravi mojega takrat mobilnega pedagoga, to se pravi Gregorja Fabijana, ne, naš pristop je v bistvu bil na način, da poznam šolo, to se pravi, govorimo zdaj arhitekturno, ne, da poznam, da vem, ki je, da v skrajni sili, ne, mislim, da znam nekako sama priti posod v tem delu, ne, kjer sem jaz bila. Je pa res, ja, mi smo nekako bili recimo dogovorjeni v srednji šoli, da me vsak teden spremlja en od učencev, od sošolcev, med urami, torej, ko je zazvonil zvonec, ne, ta srednja šola, na katero sem jaz hodila, je imela, mislim, da 4 ali 5 še poklicnih šol zraven, to je bila stavba 4-nadstropna, učencev ogromno in je bilo to džumbus in v džumbusu pa pač večina tule ve, kaj to pomeni za nas, ne, hrup in to, tudi če prej obvladam stavbo, je paladijo, ne, in sem vsak teden bi mogel en pomagati in v večini je to sicer funkcioniralo, no, včasih se je pa tudi, bom rekla, seveda. Vse pa je komu, a ne, mladost, normalno ne moreš ljudem zameriti, ne, če te je kdo, ki pozabi, pač to je vihravost, ne. Katjuša, zakaj pa recimo so v srednji šoli, ne vem, zdaj razmišljam čisto, ne, zakaj so pa recimo srednjošolce obligirali, da skrbijo recimo za Sanjo, zakaj pa recimo niso to mogoče prevzeli pa učitelji, na primer, nad nekakšen nadzor ali koordinacijo nad tem? Ja, to je bila pač odločitev šole, kako se bo, oziroma to se mi nikoli nismo strinjali, da bi morali nekoga zadolžiti. Ker, a ne, da bi bilo bolj spontano, to tudi Sanja mogoče doživela to drugače, ampak mi, ko smo se v šoli pogovarjali, kako bi neko dijak se vključil, bilo je seveda, tukaj je odvisno od samega dijaka, koliko je samostojen, koliko je, rekla, odprt, koliko pomoči rabi, ker manj kaj pomoči rabo, bolj so ga sprejeli, mislim, ostali sošolci. Zdaj, če je bilo pa tako, da je nekdo moral, smo imeli pa tudi izkušnjo, da je bila določena oseba za pomoč, in je pač slep dijak zahteval pomoč in tako naprej, tam so bili pa upori potem tudi sošolcev, a ne. Učitelj praktično težko, ker leta iz razreda v razred, a ne, in učitelji tega niso, mogoče so kje sprejeli, ampak načeloma je bila želja, da bi se spontana ta prijateljstva ustvarila, da bi sošolci videli, kakšne so potrebe, kje rabi nekdo pomoč in da ga sprejmejo tazga, kot je, in tudi vključijo, ne vem, da gre z njimi na malico, da gre z njimi v trgovino, a ne. In to so pač različne prakse, različno so se odzvali
predvsem zaradi tega, ker so bili tudi dijaki, rekla, slepi, slabovidni, različni. In če je nekdo prišel z veliko neke potrebe, je bilo teh interakcij manj. Če je bil pa nekdo zelo simpatičen, živahen, odprt, da jim je, ker so imeli računalnike, da jim je tudi zapiske naredil, pa dal, pa take stvari, so se pa hitro tudi te povezave ustvarile in po moje tam ni bilo treba zadolžiti nekoga, ki bo skrbel za slepega. In iz tega vidika je zdaj mogoče res malo težava, ker zdaj imajo pa vsi spremljevalca. In ker imajo spremljevalca, ta človek skrbi za njega in iz tega vidika je manj teh socialnih interakcij med vrstniki, ker pač on poskrbi za njega. In imamo primere, ko so otroci osamljeni zaradi tega in imamo primere, ko so dijaki prepovedali spremljevalcu biti zraven njega. Ga ima pa še skozi. Tukaj je zdaj zelo veliko različnih situacij, ki jih je treba pogledati z vidika otroka, ampak če si ti iz osnovne šole navajen imeti neko pomoč, bi jo želel imeti tudi v srednji šoli. Še hujše je bilo, ko so bili spremljevalci starši svoj čas, temu se zdaj zelo, mislim, da ni primera več. In to je bila pa potem okupacija otroka, starša in kdo bo, a si predstavljate, v srednji šoli, da bi zdaj nekdo hodil tja, pa imel te najstniške pogovore, če je nek starš tam zraven. Jaz moram reči, da sem bila recimo za nazaj razmišljala, da v bistvu sem vesela, da takrat ni bilo možnosti tega spremljevalca. Dejansko, ker se mi zdi, da že itak so bile, mislim, težave. Nisem imela težave, ampak premalo sem že naredila za to, da bi me bolj, kot ti že rekel, spontano sprejeli sošolci. Verjetno je to tudi moja krivda, definitivno, ampak če bi bil pa še takrat spremljevalec, pa mislim, da to res, ne vem, V srednji šoli je to res velika ovira. Ko govorimo o slepih, pač brez dodatnih posvetov. Jaz razumem, da so pa primeri, ki pa pač itak ne potrebuješ nekaj. Ampak jaz iz svoje osebne stališča govorim. Zdaj sem se nekaj spomnil. Brane, a nisi ti, enkrat si mi razlagal, da si ti zapiske delal, si imel fajno urejene zapiske in si posojal vsem na faksu? Ja, drži. In si v bistvu na ta način si v bistvu propagiral, bomo rekli, slepoto oziroma slabovidnost takrat, in še te interakcije, teh odnosov si gradil lahko na ta način. To je bil ta moj pristop, daj dam, Ja. Ne bi sam zahteval, da pomagate s njimate mi in tako dalje, ampak jaz pa z njim pa nazaj po drugi strani povrnil, da je bil vedno ta enakovreden odnos. Nikoli se nisem počutil, vse tisti, ki izkoriščam neko okolico in tako dalje, ampak vedno sem s njim tudi, morda celo več pomagal, kot pa sem prijemal. Sam še dodam zraven, Dušan preko zdaj, kot ti si 150%. Jaz to rečem takole, da slep, če hoče biti enakovreden drugim, da mu drugi priznajo enakovrednost, mora biti boljši od njih. Ja. Ti priznajo, da si enak. Ja, Brane, točno to, ja. Lahko samo eno repliko še na tele spremljevalce. Samo to hočem reči, da je zelo pomembno, kako starši tega spremljevalca razumejo. In bilo je kar nekaj takih primerov, ko so slepi zahtevali od spremljevalca to, ker so imeli informacijo ali pa sugestije strani staršev, da je ta za njih tam. In vem, da smo v mobilni službi imeli veliko težav s tem, da smo rekli, ni on tvoj suženj ali pa ne vem kaj, pomagati v določenih primerih, drugače pa moraš ti se potruditi in biti čim bolj samostojen.
In če imajo otroci to vse, da je nekdo za to v službi, da bo za njih delal, to ni dobra popotnica za samostojnost. Tako da je velika Sanja, ko boste imeli kakšne, to govorim zato, ko boste imeli kakšne srečanja ali karkoli, pa ti, kaj iz svojih izkušenj lahko res, in te bojo tudi bolj poslušali, ko mene, recimo, ko si šla skozi določene procese, da se to staršem res pove. Jaz ne oporekam spremljevalcem ali pa ne vem, a bojo zdaj asistenti v razredu ali karkoli. Jaz to oporekam temu, da bi morala biti oseba na osebo, ker to res ni v redu. In tukaj pridemo na vzkriž s starši, tudi ko to pač strokovno želimo opredeliti. Ne oporekamo, da šola ne rabi pomoči, rabijo, ker jo rabi učitelj, rabijo. Mogoče se bo pa učitelj bolj posvetil slepemu v razredu, če bo imel asistenta v razredu, ki bo ostalim pač vodil proces ali pa pomagal. Ne pa 1 na 1. To se mi zdi, da ni najboljš, sploh pa ne v srednji šoli. No. Tako. Če spet zraven, Katjuša. Izvoli. Najprej smo imeli slepi otroci pravico do spremljevalca do 10. leta starosti, potem so pa starši bili tisti, ki so pritiskali, da se to poveša do 18. leta. Ne? In jaz se teh razlogov, ti pravi, to absolutno nisem podpiral. To Sanja prej govorila. Od začetka ja pa to, ne? Ko se pa otrok znajde, še posebno v srednji šoli, pa ne. Znači, ni pa tu asistent, ampak spremljevalec. Asistent je šele po 18. letu. Ja, zdaj se v novi zakonodaji sploh se strani, ker so bili ti strokovni centri, se govori o tem, da ne bi bili več spremljevalci, ker je to povezan s fizičnim spremljevalcem, gibalno oviranih, da se tudi ovrednoti drugače, ker mi pravimo, da spremljevalec ne more biti nekdo, ki nima nekih osnovnih pedagoških znanj, ker on praktično se pomaga učiti, mora imeti prvo bolonjsko in smo to tudi predlagali, ampak da lahko tudi nekdo, ki prilagaja gradivo, mora imeti neka ustrezna znanja pedagoška odzad, da ve, kaj prilagaja, ne da sem štanca. In da lahko tudi da lahko tudi pri učnem procesu pomaga. Sicer je pa to fizični spremljevalec, ki mu odpre, zapre računalnik, mu fajl naštima, pa tako to pa brez veze. Slep rabi več druge pomoči in lahko pomaga učitelju pri prilagajanju gradiv in tako naprej, kar ne pomeni, da sedi zraven v razredu. To je pomembno in mi za avtiste in za slepe podpiramo, ali bo to asistent s prvo bolonjsko, ali bo to ne spremljevalec, ker spremljevalec je preveč povezan z spremljevalcem gibalno oviranih. In se išče nek drug. Asistent, kasneje, kot si ga pa ti, Vrane, omenil, je pa iz drugega filma v bistvu, sam lahko se bo pa mešal. Zato je zelo pomembno, kako se to opredeli. Drži, ja. No, zanimivo. Da vidimo, kaj še Nika napisala, mi tukaj. To je široka debata. Kako? No, Sanja, kaj poveš še ti kaj? To je res taka odprta debata, dolgo traja, ker je res toliko enih odprtih zadev, pa toliko enih možnosti, kaj. Meni je bilo recimo če se prej navežem na Katjušo, to ohranjevanje dvoternega izobraževanja. Tukaj smo mogoče se malo, vedno imamo to, s kom, ki je starš, recimo debato. Zdaj, jaz kot, ker nisem starš, gledam drugače kot starš, ki ima otroka s posebnimi potrebami. In potem se pogovarjamo o tem, do katere meje je pač ta otrok sposoben oziroma lahko se vključuje v redno šolanje. In potem jaz vedno, posod so neke meje, do
do kam lahko pomaga v bistvu dejansko spremljevalec oziroma asistent, kakorkoli se mu bo rekla, ne. Do katere mere je v bistvu koristen, ki pa je že bolj ta meja. To mi je padlo na pamet, da se mi zelo koristno zdi, no. Če jaz bi nekaj povedal. Ja, izvoli. Jaz se spomnim, ko sem šel v Škofjo Loko, pa sem bil že eno leto prej gor v Škofji Loki, pa je meni mamica, da ne boš kam preveč hodil, da mora biti v spremstvu takih bolj, ne vrstnikov pa to, ampak bolj je bilo tako malo. In ko sem prišel domov, sem pa povedal, Nekaj ti prekinja. Aha. Ima zgleda slabo vezo ali pa... V glavnem sva šla s prijateljem, ki je tudi tle navzoč, Jure Bergel, in sva šla po Škofji Loki in sva imela 3-urni tak užitek in spoznavanje okolja, tako da jaz pravim samo hvala za vse tisto dobro, ker tudi se mi zdi, da je to malo pol prispevalo, ko sem začel hoditi v službo, tako da je to kar fajn. Oziroma integracija, ne, oziroma to zadeve. Ja. Super. Je pa res, recimo, zelo pomembno, kot smo se že prej pogovarjali, zelo pomembno to vso okolje, ne samo, ne vem, želje nekoga, sposobnosti nekoga. Nekdo je lahko zelo, zelo sposoben, pa če nima podpore zadaj, recimo, tako kot sem imela jaz od svojih staršev, ti ne pomaga nobena sposobnost, no, v tem smislu, ne. Torej, recimo, vključevanje iz osnovne šole v srednjo, ta prehod, ne. Mi smo takrat, je bila moja želja, da bi bila doma, in bila na eni strani torej ta možnost, vključitev v redno gimnazijo, na drugi strani vključitev v redno gimnazijo v Ljubljani in bivanje v internatu. In potem je bilo to, ne, zdaj, če je nekdo sam, bom rekla, brez te podpore okolice, se mu lahko hitro zgodi, da pač podleže nekim pritiskom, oziroma nasvetom drugih kljub svoji želji in volji, ne. Ker pač pri 13-14 mogoče še nisi toliko suveren, da bi se znal upreti v tem smislu, ne. In tudi potem ta sama podpora v času šolanja, ne, rabiš veliko stvari, da ti kdo pomaga, prilagajanje gradiv in tako dalje. In je zelo pomembno vse, ne, tudi učitelji v končni fazi, vse, res. Sanja, daj ti meni povej, slepi oziroma slabovidni ste precej zanimivi ljudje, saj nazvena, ne, tisti na prvi, HP, takoj ti bom dal besedo. Kako si pa ti to, se to bi lahko v principu tudi izkoristila za to, za navezovanje nekih stikov, ne? Ko te bo vpraša, kako pa ti funkcioniraš, kako to, kako ono. Verjetno je to en fajn način za navezovanje stikov z vrstniki. Ja, v bistvu je najprej, da ti sploh prideš v stik z nekom. Ne, mislim v šoli, recimo, ko prideš v šolo. Ja, tukaj lahko imaš slep težavo, ker je gužva, recimo, kako zdaj prideti do nekoga, da ti z njim stik spostaviš, on pa mogoče ne pride do tebe, ker, ne vem, ga je strah, se boji. Čeprav pri otrocih je kljub temu manj tega strahu, so vseeno malo bolj radovedni, malo bolj spontani. Tako da ja, mogoče je tudi lahko možnost. HP, izvoli. Jaz bi nekaj vprašal, če lahko Tanja. Medtem ko se HP Tanja, bomo rekel malo hecno vprašanje. Nisi imela kakšnega prijatelja, da bi ti pomagal recimo v srednji šoli?
Ne, mislim, s tem prijatelji, kakorkoli v srednji šoli, pač nekako nisem imela nekih pristnih odnosov, stikov, se mi zdi, da je bilo bolj vse tisto na šolski ravni, ko smo pa bili na tem, da pa gremo na kavo ven, pa nikjer ni bilo nekako nobenega, no. Tukaj sem pa tukaj je pa ta del, ko sem ga prej omenila, da sem bila pa tudi verjetno sama kriva za to, da nisem bila bolj intenzivna v vključevanju med njim. Mogoče bi me sprejeli, pa se sama nisem znala dosti agresivno vključiti, tako bi rekla. No, Hapi roko drži, pa ne vem, kdo je, pa kaj bi rad povedal. Ja, nič. Tako je zadeva. Meni je v bistvu zmanjkalo. Jaz mislim pričakovati, da bo nekaj več. Pa bomo počasi končali, no. Za danes se lahko kdaj prekončamo, a ne. In boš končala, je še eno vprašanje? Ja, izvoli. Aha, pa Katjuša tudi. V naslovu današnje teme je beseda pravično. Zakaj je ta beseda zraven? Aha, to moram zdaj jaz... To moram zdaj jaz utemeljevati, naslov je dala pa Nika, ne? Ampak jaz... Če hočeš prebrati naslov, počasi preberi, prosim. Kako? Naslov še enkrat preberi. A veš, da ga nimam tukaj pri sebi. V glavnem pravično... Čekaj, ne, nimam. Skratka, Nika je dala ta temo in sem rekel, ne bi mi to dala kaj skrajšano varianto, ampak je dejansko nekako, bomo rekli, vztrajala. Pri tem pa smo rekli, se na zadnje je pa res, ne, se ta je v bistvu ta inkluzija oziroma integracija pač mora biti nekaj na njih pravičnosti in ne vem, kaj naj rečem. Katjuši bom dal besedo, da se bom izognil. Če ima nekdo pravico, še ne pomeni, da je to, ne. Pravico imamo do marsičesa. Ja. Praksa prinese pa svoje. Pravično je in spodobi se. V redu, Katjuša, izvoli. Ja, jaz bi mogoče še tole rekla, da glede na to, da je v inkluziji res veliko slepih in slabovidnih, je zelo pomembno, mislim, in ti otroci, mladostniki so v bistvu posamezniki na posamezni šoli. Tam nimajo vrstnikov, s katerim, se pravi, sebi enakih vrstnikov, tako kot je Sanja rekla, ne. Ona je bila edina. Zelo redki so primeri, da imajo, ne vem, mogoče dva slabovidna, kakšne ogromne velike šole, sicer se pa pojavljajo v enem vrtcu, v eni šoli in nimajo te možnosti. Zato je zelo pomembno, da imajo priložnost se družiti v okviru vaših aktivnosti, ki jih na zvezi ali pa na društvu izvajate, in pa, da se udeležujejo tudi teh delavnic, ki so organizirane na centru Iris. Te delavnice so organizirane z namenom, da pridejo pač z cele Slovenije skupaj in da se od malega poznajo. Ker to, če se vsaj 3-krat na let srečajo, potem, ko bo potrebno enega poklicati ali pa si v težki situaciji, boš verjetno poklical enega, ki ima podobno situacijo kot ti in vprašal za pomoč, ne pa sovrstnika, videčka, ki ne ve, v kakšni situaciji si in kako to doživljaš, tako da je to zelo pomembno spodbujati. In tudi, če, mi smo rekli, tudi če samo 3 pridejo ali pa 2, smo organizirali, Branka lahko potrdi, res, da smo dali možnost druženja. Res, da je kakšen dan potem manjka v šoli, ampak to ni napram temu, da ohranjajo stike, ni nič. In še to, obstajajo starši, ki želijo svoje otroke, kako ne rečem, milo,
pač zaščititi pred slepimi in slabovidnimi. Se pravi, Bog ne da imeti stika z slepimi in slabovidnimi, ampak biti samo v tem okolju videčih. To tudi ni dobro. Lahko v eno in v drugo smer ni dobro. Zato se mora in Center Iris in druge šole truditi, da so inkluzivne. Jaz pravim, da tudi Center Iris mora biti inkluziven, sprejeti različne potrebe in odpirati šolo navzven, kar mislim, da dela. Tako da s tem, da ko otroci zdaj bivajo doma in se vozijo vsakodnevno večinoma v šolo, je zelo dobro, je en korak naprej. Prej so bili vsi v internatu, redko kdo se je vozil, pa še po cel mesec so bili tam. Tako da to možnost, da pride, če potrebuje prilagojen program v center, v šolo in je cel popoldne potem v svojem okolju, kjer lahko gradi neke odnose tudi z ostalimi, kar je pa, ne more se pa to zgoditi, če sam nisi aktiven, je to zame zelo dobra varianta. Tako da, toliko sem imela še za zaključek, pa vidim, da ima Branka še roko gor. Ja. No, jaz sem po medtem najdel list papirja, na kateri piše možnost in pravičnost v izobraževanju slepih v rednih izobraževalnih programih. Se pravi, jaz mislim, da smo Brane, približno v tej smeri šli. Ne, še vedno ne razumem pravičnost. Tule v mailu, to Brane mislim, v mailu piše, bomo govorili o konceptu pravičnosti in o možnostih slepih in slabovidnih oseb v rednem izobraževanju. To je verjetno Brane. Pravično pa imeti pravico ni eno in isto, ne? Ne. Ni isto. Ja, pravičnost. Pravica je zakon, pravičnost je pa verjetno kot neka vrsta morala. Tako. Ja, tako. Ok, dajmo Branki besedo. Branka, hvala, da si se oglasila, hvala, da si prišla. Vesel sem, jaz se spomnim, da so začela sodelovati leta 1999. Izvoli. Hvala lepa. Zelo zanimivo, ker sem slišala danes. Pardon. Branka tudi je. A jaz si. Branka, pardon, jaz sem te. Branka, mikrofon. Mikrofon, ja, jaz sem te izklopil. Zaprla si se. Ne, jaz sem je, ko sem roko hotel dol spustiti. Branka. Odprla sem mikrofon. Ja, prosti. Strinjam se vsem, kar je bilo do zdaj rečenega, kar se tiče vključevanja otrok v posebne institucije za slepe oziroma integracijo. Jaz sem hotela se oglasiti v zvezi s tem, da sem bila več kot 20 let tudi član komisije za usmerjanje, predtem član komisije za razvrščanje. Začetka je bila še ta komisija v našem zavodu, kasneje je bila potem prenešena na Zavod za šolstvo. In nekaj časa sem bila tudi predsednik komisije in tako, kot je bilo že rečeno danes, so imeli kljub stališču članov komisije, recimo strokovnemu stališču članov komisije, kam se ne otrok vključi, so imeli zelo, zelo veliko besedo starši in so zelo vplivali na to, kam se bo tudi ta otrok vključil. Tako da včasih je bilo res težko potem sprejeti odločitev. Komisija je sprejela odločitev, samo otroci slepi, slabovidni so se pač vključevali. Bom rekla, mogoče 50% odstotkov teh otrok se je vključilo tako, kot so starši želeli, ne tako, kot je komisija želela. Govorim za obdobje, ko sem bila jaz ta član, ko sem bila jaz v komisiji pred letom 2000. Branka, takrat so centri za socialno delo odločali, kam potem z usmerjenjem je pa ministrstvo za šolstvo dobilo to zadevo. Ja, seveda, mi smo takrat pošiljali centrom za socialno delo, ampak hočem samo to reči, da glavno besedo pri vključitve otroka so imeli zelo veliko besedo starši. Ni bilo to strokovno mnenje, tako pomembno kot odločitev staršev, kam ga bojo vključili. To sem hotela povedati, potem pa res, kar se tiče prijateljstva,
Jaz sem imela zdaj recimo tudi v Irisu veliko otrok, ki so prihajali na določene specialna znanja in smo se lahko pogovarjali s temi otroci tudi o prijateljstvu otrok, ki so bili vključeni v redne šole. Imela sem občutek, da velika večina teh otrok v domačem okolju nima prijateljev oziroma nima časa za prijateljstva, ker so imeli toliko enih veliko obveznosti šolskih, obšolskih, pošolskih in delo, učenje, eno samo učenje. Tako da recimo naši, tisti, ki so bili vključeni v center Iris, ali pa so prihajali, kot je Katjuša prej rekla, na določene delavnice, ti so pa ohranjali stike in imajo stike in se mislim, da je prav tudi Sanja omenila, da se slepi družijo med seboj na kakršen koli način. To je zelo pomembno. Zelo. Toliko sem imela jaz. Ja, hvala, Branka. Veš, tista generacija leta 1999, ko smo imeli v Izoli, s tisto generacijo sem jaz precej delal in lahko rečem, še imam še zdaj stike in če jih rabim za kako akcijo, jih pokličem in glih zdaj delamo nekaj za po 1. maju eno delavnico. Tako da lahko rečem, da delo, ko ste jih delali takrat v zavodu okrog leta 2000, ko je bila še ta, ko so še bili združeni, je v bistvu zelo prisotno. Zdaj, kaj mlajši delajo, kaj mlajši zdaj delajo, ne vem, ko nimam več stikov s tem, ampak tista generacija je bila fantastična. Ja, res. Dušan, za delavnico se priporočam. Ja, ti si prestar. Mislim, tako glede na ampak v redu, bomo najdli tudi kako tako zadevo. A veš, ko zdaj jaz že ne odločam več, jaz sem zdaj tukaj sam še moralna podpora. Ja, v redu, dragi moji, jaz bomo končali tukaj. Skratka, meni je bilo v redu, nekaj novega smo danes pogruntali, če ne druga, saj Niko smo počasi malo upeljali nota, ne. Upam, da je bomo še kdaj lahko uporabili, punca je zainteresirana, vi ste tolerantni, tako da lepo. Naslednji teden delamo Zoom kavico z Rikosom. Rikos bo zdaj, kakor jaz vem, kakor sem se pogovarjal, bo objavil eno serijo teh e-uprave oziroma teh stvari. No, in bomo prav na to temo bomo pa drug teden imeli, se pravi, nekje ta teden bo išel Rikos, mi bomo pa v petek imeli en pogovor na temo e-uprave in e-dostopnosti slepim in slabovidnim. 20-letnico Rikosa imamo. No, a še celo to. No, evo, vidiš, hvala, da si povedal. Jaz bi pa povedal naslednjo zadevo, zdaj se približujemo 50. Zoom kavici, kar je tudi en fajn jubilej, ne? In bomo ga proslavili, zdaj ste vsi vabljeni 8. aprila tukaj v knjižnico. Jaz bom probal kako tortico zrihtati in pride pa Jernej Kuntner, in pogovarjali se bomo pa o lahkem branju, kar mislim, da je tudi zelo zanimiva tema. Skratka, Zoom kavica. Kako? Kdaj je bila prva petkova Zoom kavica? Mislim, da si bil ti na prvi Zoom kavici. Datum. Mislim, da je bil okrog 5. ali 7. novembra, 2 leti nazaj. Se spomnim, ja. A lahko nekaj rečem? Izvoli. Dober dan, pozdrav iz Maribora. Ampak s tem lahkim branjem je tako, da mi slepi oziroma slabovidna članica in pa za večino slepih lahko rečem, da mi ne potrebujemo lahkega branja, saj za 3/4 govorim iz izkušenj, kako koristimo našo knjižnico zvočno, tako da, ne vem, morda je zanimivo toliko, da se ve o tem, kaj se počne, ampak mi nismo interesenti za lahko branje. Hvala.
Ja, Darinka, hvala ti za tole mnenje, ampak sej, jaz z Unkavice delam tudi to, da se spoznava kakšne druge stvari, a ne. To zdaj ni, jaz se trudim, da je kakšna zadeva ne samo, da se tiče slepih, ampak da še kakšno drugo zadevo, da kako širšo stvar spoznamo, a ne. A lahko samo nekaj v lahkem branju? Sam en stavek, ja. Jernej Kuntner je pa en zanimiv človek in bo tudi en tak fajn šov naredil, tako da bo iz tega stališča bo tudi, on je celo napisal neko knjigo na to temo, tako da bo ena taka predstavitev Kuntnerja in lahkega branja. Izvoli, Katjuša. In bo dobil torto. Tako. Lahko branje je namenjeno, rekla, otrokom ali pa tudi odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju. In recimo pri nas v centru je kar nekaj otrok, ki imajo znižane sposobnosti, kar pomeni, da za njih vsekakor pride ta literatura v poštev. In tle pač sledimo dostopnosti literature tudi za te otroke, ne? Ali odrasle, seveda, to so odrasli otroci, če tako pomislim. In mislim, da je veliko interesentov oziroma veliko oseb, ki bi jim taka literatura prišla prav. Temu se tudi varuh človekovih pravic zelo zavzema za te stvari. Vem, da se na fakultetah o tem veliko govori, predvsem je pa zelo aktivna Ksenija Kermavner na tem področju, tako da jaz to zelo pozdravljam. Je to druga skupina slepih in slabovidnih, ampak ravno tako s tem načinom omogočamo dostop do literature konec koncev. Ali pa do pravilnikov, ali pa do, ne vem, nekih resolucij in tako naprej. Tako da to je absolutno potrebno. Ni pa za vse, tako kot oni ne morejo brati mogoče brajce. Recimo. Super, hvala. Tole je bila fajna najava za 8. Tako da, skratka, vabljeni naslednji teden in vabljeni še potem 1. aprila imamo Štefaniča, kot sem že rekel, se pravi, on ima svoj servis, tako uspešen podjetnik, no in 8. pa se dobimo tukaj v knjižnici na tortici. A je prav? Hvala vam vse skupaj, hvala Katjuša, hvala Sanja, bom tudi rekel hvala Darja, čeprav je šla, se nam ni pridružila, očitno je ni uspelo, vidimo se pa naslednji teden, hvala vam, maham in lepo se imejte. In se imejte skupaj, živite.